Slovenska filmska smetana se enkrat na leto zbere v Portorožu, na festivalu slovenskega filma, ki je namenjen prav njej in praznovanju njenih sladkih jagod. Nikjer ne boste našli več filmske sladkosti na enem mestu, kot jo boste takrat v Portorožu. Ampak Klinc gleda smetano. Tokrat praznuje festival. Za 18. rojstni dan si lahko končno privošči konkreten požirek. Privoščite si ga tudi vi. Od 15. do 20. septembra 2015 na festivalu slovenskega filma. Spoštovani gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni na festivalu slovenskega filma 2015, letos v živo. Tudi letos bomo z vami študentje Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Pripravljali vam bomo pester program, ki bo letos še veliko obsežnejši kot lansko leto. Pripravljali vam bomo preglednike, v živo prenašali zajtrke z avtorji, prenašali bomo tudi zaključno prireditev. Ob tem pa vam bomo ponudili še pester filmski program, sestavljen iz filmov, ki niso bili uvrščeni v tekmovalni ali spremljevalni program Festivala slovenskega filma, ter filmov, ki jih je pripravil Slovenski filmski center. Z vami bomo ekipa AKTV, študentje AGRFT. Vabljeni, da nas spremljate do ponedeljka 21. septembra. Do takrat bomo pripravljali 24-urni program. Če ste nas spremljali v lanskem letu, ste v zadnji oddaji lahko videli zakulisje našega, kot se je izkazalo na koncu, precej improviziranega studia. Pa se ga spomnimo. To je vse, kar smo vam pripravili v 17. festivalu slovenskega filma v Portorožu. Če ste katerega od zmagovalnih filmov zamudili in bi ga radi pogledali ali si ga ogledali še enkrat, lahko to storite v ljubljanskem kinodvoru 16. septembra ob 21. uri. V imenu... Klemen! Kamera 3! Klemen! Spoštovani gledalci, v imenu video ekipe se vam zahvaljujem in upam, da mi Klemen ne povrnil tele banane. Se vam zahvaljujem, da ste nas gledali. Ura je prepozna, zato se bom od vas raje poslovil preventivno. Želim vam prijetno življenje, čim več dobrih filmov in seveda, da se ponovno vidimo na 18. festivalu slovenskega filma. Lahko noč. Konc. Jaka bi? Ne. Jebi se. Ej, kdo bo to montiral? Aron. Okej. Daj, skini luč. Gdje luč ugasimo? Lahko noč. Ajde bo. Lahko noč. Letos vam predstavljamo nov, sodoben in nič več hojladri studio. Ni pogradov, niti skoraj ni banan. No ja, nekaj stare energije pa je vendarle le še ostalo. Seveda je to vedno problem, kadar ješ v živo, ne? Letos imamo podest, LED trakove, backdrop, peki papir, zato si poglejmo, kako je izgledala izdelava scenografije, ki jo je zasnoval naš študent Jan Marin.
malo še pa bo, malo še pa bo, malo še pa bo. Zelena, rdeča, modra. Ja, tako je, ko te kriza grabijo, ne? Ja. Gremo? Dej naredi fotko, ja. Pa še kaj, ko boš čak naredil, bo v filmčku ta fotka, ki si jo glih kar naredil. Dovolj o naši scenografiji. Posvetimo se festivalu. V sredo 9. septembra je v ljubljanski kinoteki potekala tiskovna konferenca Festivala slovenskega filma. Poglejmo si prispevek. V sredo 9. septembra 2015 je v sproščenem ambientu kinodvorane Slovenske kinoteke potekala novinarska konferenca, kjer so vodja Festivala slovenskega filma Igor Prasel, vodja Slovenskega filmskega centra Joško Rutar in Sabina Briški predstavili novosti letošnjega že 18. Festivala slovenskega filma. Ta se letos zaradi rekordnega števila prijavljenih filmov podaljšuje na 6 dni. Festival je dobil kar 146 prijav. V tekmovalnem programu je 14 celovečernih filmov, od tega 7 domačih, igranih, 1 dokumentarni, 6 koprodukcij. Poseben poudarek pa bo letos tudi na kratkih filmih. Posebno mesto smo se odločili, da v bistvu poleg 3 programov kratkih filmov v tekmovalnem programu in 2 programov študijskih kratkih filmov v tekmovalnem programu dodamo še kot predfilme kratke filme k celovečernim filmom. Torej tudi ti filmi, ki se bodo kot predfilmi prikazali, tekmujejo za vse vesne pač v svojih kategorijah. Še ena novost, ki se zdi meni tako prelomna, je tudi to, da smo letos sklenili koprodukcijsko pogodbo z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Delali bomo oddaje, preglednike v živo, kamor bomo tudi povabili avtorje celovečernih filmov. Z njimi se bodo pogovarjale kolegice iz Filmflova, ki so letos prav tako prijazno pristopile k projektu. In kot je že omenil direktor Slovenskega filmskega centra, bomo organizirali tudi filmski program. Letošnji festival bo pospremil tudi strokovni program, ki ga pripravljajo Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, Slovenski filmski center in zavod AIPA. Končno smo vzpostavili sodelovanje z revijo Ekran,
To je pač ena zadeva, v bistvu Revija Ekran, ki tudi jo izdaja Slovenska kinoteka, in Revija Ekran je že pospremila v bistvu Festival slovenskega filma letošnjo edicijo Na pot v svoji zadnji izdaji. Mi smo pripravljeni in vas pričakujemo. Se vidimo v Portorožu. Pred prvim dnem festivala se je ekipa pogovarjala z direktorjem festivala, ki to funkcijo letos opravlja tretjič, Igorjem Praslom. Danes nas je zanimalo, kaj pravzaprav potrebujemo za tak festival, kot je 18. FSF. Zato smo se odpravili do Igorja Prasla, ki nam je povedal več o FSF-ju. Festival slovenskega filma ima srečo, da mu je proračun dodeljen strani Slovenskega filmskega centra. V bistvu, ko pride do tega, ima še zbrane filme, se šele potem začne konkretno delo z ostalo ekipo festivala. Oblikovanje sem rekel že prej, v bistvu problem letošnje oblikovanja, nosečnost oblikovalke Maje Rebov, ki je pa vseeno potem na koncu iztisnila iz sebe ne samo otroka, ampak tudi celostno podobo letošnjega FSF-ja, in najprej v bistvu dobili smo zelo dobre odzive tudi od oblikovalcev, da je v redu, da nekako izstopa in tudi letos nam je ratalo v 10 dobrih dneh ne samo pogledati 146 filmov, o njih debatirati, torej izbrati, sestaviti tekmovalni in netekmovalni program, ampak kar je še bolj pomembno, smo skupaj določali dramaturgijo, torej potek projekcij, predvsem pri kratkih filmih je to zelo pomembno, kako sestaviti, kjer gre en za drugim, da se občinstvo ne utrudi, da ni nekega tematskega programa. Točka festivala, kajti ravno prostovoljci, prostovoljke so tisti, ki svojo energijo na koncu res naredijo to razliko. Zdaj Igorja Prasla pozdravljam še v studiu. Živijo. Lepo, dobro jutro. Dobro jutro, lep pozdrav. Dolga noč je bila. V čem se letošnji festival, razen seveda programa, razlikuje od lanskega? Katere so novosti? Kakšen program pripravlja FSF letos? Najprej bi omenil seveda Indijansko poletje. To je zelo pomembno za Festival slovenskega filma, kajti lansko leto smo nažalost večino projekcij, ki so bile načrtovane v amfiteatru, morali preseliti v dvorano zaradi slabega vremena. Letos napovedujejo meteorologi zelo, zelo lepe in dolge, vroče dneve in celo večere. Tako da je to, se mi zdi, pomembna stvar za povedati. Druga novost je, seveda, pozdravljam AKTV in mislim, da dejansko je velik korak naprej, tudi zadati tak tempo in v bistvu celo kazati še dodatno slovenske filme izven festivalskega programa na drugem nosilcu. Mislim, da je to zelo pomembno. Tretja stvar, pač vsi so že povedali o tej rekordni beri filmov in v bistvu je bila odločitev programskega odbora nekako postaviti spet v ospredje tudi kratki film in v bistvu mogoče opozoriti na to, da bi mogoče v Sloveniji morali razmišljati tudi mladi režiserji o tem, da je kratki film žanr oziroma film, s katerim se je vredno ukvarjati, tudi mogoče ga mednarodno promovirati, razmišljati ko se dela film, da se dela film za tuje festivale. Tako je padla odločitev, da naredimo v bistvu nekaj, kar se je v preteklosti že počelo, tudi v kinematografih, da se torej kratki film prikazujejo pred celovečerci in upam, da boste na koncu ugotovili, da smo v bistvu se dobro tega spomnili in prave filme kratke zbrali kot v bistvu predfilme celovečernim filmom. Novost oziroma letina, bi temu rekli, je zelo visoka kvaliteta in praktično v bistvu bo slovenska filmska produkcija imela na 18. FSF-ju priložnost res videti, kje smo v primerjavi z zelo, zelo dobrimi koprodukcijskimi filmi iz Hrvaške, Bosne in Srbije. V bistvu bo to prava lestvica oziroma primerjava, se mi zdi, da se bo sama pokazala na koncu. Pa bi mogoče izpostavil kak poseben film iz cele bire, od ali celovečernih ali kratkih filmov? Ja, zdaj v bistvu... Kar sicer ni. Ja, ne bi smel, ampak bom, se v bistvu smo zdaj sproščeni v bistvu
Vsi filmi so pomembni. Če me vprašaš res za osebno mnenje, jaz sem bil res čisto navdušen že v prvem gledanju nad diplomskim filmom vaše kolegice Katarine Rešek, Plavanje, ki bo dobil tudi priložnost, v bistvu, da se danes zvečer na sami otvoritvi festivala prikaže pred Šiško Deluxe Jana Cvitkoviča. In mislim, da res Katarina je talent, na katero je vredno v bistvu biti pozoren na njo, in upam, da dobila priložnost v kratkem delati tudi celovečerce. Kakšna je pa bila selekcija, glede na to, da je bilo ogromno prijavljenih filmov, ne? Mislim, da celo največ do zdaj. Ali je bilo težko izbrati tiste filme, ki grejo v tekmovalni program, v spremljevalni program? Po kakšnem ključu ste se odločali, da ste razporejali filme? V bistvu je selekcija vedno subjektivna, ne? Jaz sem zdaj v bistvu ta rešitev tega problema je v programskem odboru, kjer so trije različni pogledi, trije različne poetike, pač tudi Bojana Bregar in Katja Čičekoj, kolegici, ki ste z mano izbirali filme, imate vsaka svoj pogled. Je pa stvar debate in dolgih pogovorov in prepričevanja celo glede vključevanja filmov. Največji problem seveda smo imeli ravno s kratkimi filmi, kajti bilo jih je res veliko, več kot 100 kratkih filmov se je prijavilo. Drugače pa tako ne. Zdaj, festival slovenskega filma v bistvu naj bi prikazal vse filme, ki so bili financirani z javnimi sredstvi, bodi si v tekmovalnem programu, bodi si v netekmovalnem programu. In nam se je zdelo, da, če govorimo o celovečernih filmih, da praktično smo prepoznali širino tudi različnih žanrov in različne pristope, in smo se zato odločili, da dejansko da ne bomo postavljali v bistvu neke selektorskega sita, ne, pri celovečernih filmih, in zato se tudi na koncu noben ni znašel v Panorami, ker so vsi v tekmovalnem programu. Na srečo, katerega naslova, mogoče ne bom omenjal naslova, se pa par filmov, katere smo pa vsi pričakovali, na koncu ni prijavilo na letošnji festival, so se odločili, ali zaradi objektivnih razlogov niso bili še dokončani do roka prijav na 18. FSF, ali so se pa odločili, da bojo čakali na svetovno mednarodno premiero na kakšnem bolj pomembnem festivalu. Omeniva še strokovno žirijo. Kdo letos ocenjuje filme, kdo bo tisti, ki bo odločal o tem, oziroma se odločal o tem, kateri film dobi Vesno? Žirija, sestava žirije je bila najtežji oreh v bistvu letos, še teže kot sestaviti program, in tlele v bistvu sem se znajdel pred zelo težko situacijo, tretje leto zapovrstjo, ti skoraj že zmanjka strokovnjakov, ki bi jih povabil v tako pomembno vlogo, kakor je žirija nacionalnega festivala. No in na koncu nam je uspelo sestaviti 5-glavo žirijo, mislim, da generacijsko raznoliko in tudi nekako po njihovih funkcijah oziroma poklicih. Praktično sem bil vesel predloga Društva slovenskih filmskih snemalcev, ki so predlagali svojega člana prvič direktno, in v bistvu mislim, da Festival slovenskega filma je festival, ki mora biti odprt za vse predloge, tako da je Simon Pintar kot član Društva slovenskih filmskih snemalcev, filmski snemalec, DOP. Potem je tukaj Siniša Gačič, v bistvu novinar in lanskoletni nagrajeni za svoj prvenec Boj za. Potem imamo tukaj dve zelo pomembni in pametni dami. Prva je Polona Petek, doktorica filmskih znanosti, predavateljica, profesorica na AGRFT-ju in na Filozofski fakulteti. Prevajalka, torej piše tudi tekste o filmih, objavlja v strokovnih tujih revijah. In Varja Močnik, tudi vaša kolegica, mislim, da je letos diplomirala končno na AGRFT-ju, urednica programa pri Slovenski kinoteki, režiserka, montažerka, velika cinefilka. In še torej 5. član, v bistvu mladi slovenski avtor, tudi talentiran nadebudni Gregor Božič, ki je lani prav tako prejel Vesno za najboljši študijski film za svoj film Šolni strsta. On je pa torej študent podiplomskih študij na Berlinski akademiji filmski in televizijski. Za konec še eno vprašanje, ki ga bom zastavil tudi v pofestivalskem pregledniku, pa vendarle. Festival je pripravljen, zdaj se mislim, da že začenja ena projekcija za otroke in mladino, če se ne motim, ravno zdaj poteka v glavni dvorani. Kaj bi za naslednje leto, če seveda
bo vaša ekipa še imela organizacijo Festivala slovenskega filma. Kaj bi za naslednje leto še izboljšali? Že v tej fazi, ko festival praktično šele dobro začenja. Ali res misliš, da je v bistvu sploh možno še kaj izboljšati? V bistvu, mogoče... Mislim, mi imamo recimo hude težave, ker smo razširili sceno in situacijo in zato se gledalcem že vnaprej opravičujem, če vse ne bo teklo kot po maslu. In zagotovo so še neke možnosti za izboljšavo. In me zanima, če ste tudi vi razmišljali. Mislim, da smo vsi, praktično tudi 145 ljudi sodeluje pri pripravi tega festivala, da smo dosegli neke limite v bistvu po prostoru in tudi po sami količini. Edina zadeva, ki se mi zdi zelo pomembna in tlele, to je pač apel oziroma tudi stvar, dogovor z Slovenskim filmskim centrom, predvsem z njihovim promocijskim oddelkom. Dejansko manjka še več tujih povabljenih gostov, selektorjev tujih festivalov, tujih novinarjev, da bi jim omogočili dejansko neko ugodno pozno poletno gledanje slovenskih filmov v res lepem mediteranskem ambientu in bi na ta način tudi mogoče pomagali slovenskim filmom hlažji selekciji na tuje festivale. To je stvar, ki je bilo treba narediti, vendar je seveda povezana z finančno konstrukcijo. Mi smo lahko veseli v takih razmerah z takimi izjavami iz dnevnega tiska, kakor prihajajo recimo od ministrice za kulturo, da se bo še rezalo, da bo še manjši proračuni, da se bojo ukinjale nekatere zadeve, da ta festival sploh še obstaja in da obstaja na najmanj taki ravni. Seveda bi si pa po mojem in zaradi spoštovanja do vseh filmskih delavcev in delavk v Sloveniji zaslužil še v bistvu boljše pogoje in dejansko več finančnih sredstev za to, da bi se še bolj izboljšal in postal tudi v bistvu mednarodno prepoznan. Pomeniva, če ni skrivnost, kakšen je proračun? Proračun se giblje tam nekje okoli 125 000 evrov, tako da, ampak to vključuje tudi strokovni del, praktično vse. Celotna organizacija in mislim, da bi si zaslužili dejansko priti vsaj do nekih 200 000 zato, da bi lahko delali še nadaljne korake oziroma sploh razmišljali o tem, da bi še kaj izboljšali. Gospod Igor Prasel, najlepša hvala. Imam še, spoštovani gledalci in gledalke, tale tatu, ki si ga baje moram pripeti, je direktor. Za lepis, jaz bi, Aljaž, če dovoliš, vse povabil dejansko, pridite v Portorož, privoščite si oziroma dajte si tetovažo in pač poskušajte biti z nami vsaj kakšen dan, če ne, pač do konca festivala, do nedelje, traja letos lepo vreme, tudi dajmo izkoristiti še ugodno s koristnim, ne? Lahko pokopamo še, a se boš ti kaj šel kopati? Ne bo časa. Igor, hvala lepa. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala. No, to je bil že en tak prvi kiks, da ste bili z nami. Spremljajte pa nas še naprej, saj bo program res pester in raznolik. Na Facebooku Akademska televizija, Twitterju, Instagramu ter seveda www.aktv.si, kjer boste našli tudi vse sporede filmov, ki se bodo predvajali. Naj omenimo še Arnes, ki zagotavlja, da bo video prenos potekal stabilno 24 ur v tednu. Prva vsebina, ki sledi, je diplomska TV drama študenta AGRFT Klemna Berusa V posteli s Titom, za njo pa še film Tito, režiserke Janje Glogovac. Ostanite z nami še naprej. Igor, hvala. Adijo.